Velenju so ustanovili svet županov premogovnih regij. V osrednji knjižnici Celje ženske, ki nas spremljajo. Na celjskem sejmišču so odprli sejem Agritech. Do začetka Evropskega prvenstva za rokometašice je v Celju ostalo še 240 dni. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V današnji splošni stavki vzgoje in izobraževanja so sodelovali tudi zaposleni na vseh osnovnih šolah in glasbeni šoli v mestni občini Celje. Danes v celjskih šolah tako niso izvajali vzgojno-izobraževalnega programa, so pa izvedli načrtovane programe šole v naravi. Za učence, ki so kljub stavki prišli v šolo, je vsaka šola posebej organizirala nujno varstvo in prehrano. Zaposleni v šolstvu na celjskih šolah ocenjujejo, da so v zadnjih 2 letih veliko doprinesli k zagotavljanju optimalnih pogojev za učenje in delo v neobičajnih časih, zato verjamejo, da so njihova prizadevanja za bolj pravičen status zaposlenih v vzgoji in izobraževanju upravičena in legitimna. Celjski javni vrtci so danes obratovali nemoteno. V Velenju so se danes s podpisom sporazuma župani premogovnih regij Saša in Zasavje odločili za ustanovitev sveta županov omenjenih premogovnih regij. Sporazum je podpisalo 8 županov in direktorja obeh regijskih razvojnih agencij. Tako bodo, kot so povedali ob podpisu, lažje predstavljali skupna stališča in zahteve ob izstopu iz premoga. 2 premogovniški regiji, Zasavje in Savinjsko-Šaleška, bosta odslej skupaj zastopali interese za pravičen in družbeno sprejemljiv izstop iz premoga. V zadnjih mesecih so se namreč, poleg obeh regijskih razvojnih agencij, tudi župani občin Velenje, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Litija, Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Zgornje Savinjskih, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji in Solčava uspeli uskladiti in danes s podpisom sporazuma ustanovili svet županov premogovnih regij Saša in Zasavje. Kar nekaj je stvari, ki seveda obe regiji povezuje. Nekaj je tudi področji, ki so nekoliko različne, ampak kljub temu smo pripravljeni drug drugemu pomagati, se povezovati, iskati skupne sinergije tam, kjer jih pa seveda ni mogoče najti, pa enostavno z nekimi nasveti, z jasno podporo dati podporo tudi prijateljski regiji Zasavje in seveda na drugi strani tudi Saša regiji. Župani so že sprejeli nekatera skupna stališča, ki jih bo svet županov zastopal zlasti v komunikaciji z državo. Vsekakor bomo s to enotnim nastopom se zavzemali za to, da se čim hitreje sprejmejo območni načrti. Območni načrti so pravzaprav podlaga za to, da lahko začnemo uradno tudi črpati sredstva iz mehanizma GTF. Se seveda zavzemamo vsi skupaj za čimprejšnjo zagotovitev potrebnih finančnih sredstev, zato da bomo zadostili pravičnemu prehodu, pa naj bodo si to finančna sredstva iz mehanizma GTF ali pa seveda iz načrta za okrevanje in odpornost, podnebnega sklada, iz katerega pa tudi pričakujemo, da bi se obema regijama zagotovil sistemski vir financiranja za obdobje prestrukturiranja. Pomembne so degradirane površine. Ne želimo, da pridejo te površine v last nekih zasebnikov, ki seveda imajo neke druge interese, kot pa prestrukturirati to regijo. Mi želimo, da lokalna skupnost ima takšen ali drugačen vpliv nad temi zemljišči, da so ta zemljišča namenjena nadaljnjemu razvoju regij in to mora biti ključno. Predvsem si, kot je bilo slišati že večkrat, želijo vključenost regije pri pripravi ustreznih rešitev. Bi poudaril predvsem to, da je zapiranje premogovnikov ter prestrukturiranje regij v veliki meri odvisno od lokalnih skupnosti. Želimo poudariti, da Zasavje kot takšno ni imelo prav veliko besede, kako naj bi se regija prestrukturirala v zadnjih 2 desetletjih in to je bila napaka, ki jo je takrat naredila politika
in te napake ne želimo, da jo ponovi Šaleška regija. Zato je prav, da smo občine ves čas vključene v pripravo vseh strategij in da vsa ministrstva, namreč trenutno so to predvsem 3, Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za gospodarstvo ter SVRK, da vsa 3 ministrstva enotno vključujejo vse lokalne skupnosti ter poslušajo mnenja in jih z nami tudi uskladijo, ne le predstavijo v zadnjem momentu, ko je bolj ali manj vse dogovorjeno. Obe razvojni agenciji, ki sta med seboj dobro sodelovali že v preteklosti, bi bili ključni pri upravljanju pravičnega prehoda iz premoga. V sklopu slednjih bosta delovala tudi centra za pravičen prehod. V lanskem letu smo tudi ves čas sodelovali pri tej nacionalni strategiji za prestrukturiranje regij Saša in Zasavje. Tukaj smo v sklopu tega tudi obe razvojni agenciji pridobile, mislim, da kar pomembno vlogo v temu procesu pravičnega prehoda. Sama strategija nam določa status v procesu upravljanja, da bomo na regiji izvajali koordinacijo, se pravi, da bomo ključen deležnik, ki bomo usklajevali tako lokalne skupnosti, gospodarstvo, nevladne organizacije oziroma vse pomembne deležnike v pravičnem prehodu, da bomo to počeli mi za Sašo regijo na naši razvojni agenciji in pa v Zasavju to regionalna razvojna agencija Zasavje. Med projekti, ki naj bi jih v sklopu pravičnega prehoda uresničili, je tudi zagotovitev ustreznih cestnih povezav, pa sanacija vodotokov in degradiranih površin, možnost izkoriščanja zelenih energetskih potencialov, pomemben poudarek dajejo tudi socialni varnosti. Ob Mednarodnem dnevu žensk so v Osrednji knjižnici Celje pripravili prireditev z naslovom Ženske, ki nas spremljajo. Na prireditvi je sodelovalo 6 žensk, ki vsaka na svojem področju odstopajo od povprečja. Sinoči so v študijski čitalnici Osrednje knjižnice Celje pripravili pogovor ob Mednarodnem dnevu žensk. Na dogodku, ki so ga poimenovali Ženske, ki nas spremljajo, je 6 gostij spregovorilo o svojih življenjih, karierah in o tem, kako kot ženske bogatijo našo družbo. Po drugi strani je bil namen tudi dobiti se skupaj po dolgem času, ko se nismo mogli dobivati, ko je bilo vse nekako v krču in tako, in je bila pač ideja, dajmo proslaviti ženske z enim sproščenim družabnim večerom, ki bo ljudi napolnil z nekim veseljem, z nekim dobrim občutkom, in mislim, da smo to kar dosegli. Na dogodku so spregovorile Celjanke, ki so na svojih področjih presežne in prihajajo iz širšega spektra področji. Gostje večera so bile Liljana Praprotnik Zopančič, Lila Prap, svetovno priznana ilustratorka in častna meščanka Celja, Gloria Kotnik, nosilka bronastega odličja na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu, magistra Polona Rifel, nekdanja direktorica Osrednje knjižnice Celje in državna sekretarka, Sonja Majcen, direktorica Celjskega mladinskega centra, Vesna Limbek, družinska zdravnica iz Rogaške Slatine in Nikolaja Podgoršek-Selič, tehnična direktorica Cinkarne Celje. Slednja je na tem položaju že 17 let, pa se je morala v svojem poslu kot ženska kaj bolj dokazovati. Ja, jaz moram reči, da si nikoli nisem predstavljala takšne kariere, nikoli se nisem potegovala za njo, ampak je kar na nek način prišla. Šla sem novim izzivom nasproti in nekaj let kasneje vem, da sem rekla, če bi takrat vedela, kam grem, me ne bi z voli izvlekli, kajti to je bil res izziv. Potem se z leti navadiš, moram reči, da sem imela ves čas dobro ekipo ob sebi, ki mi je bila v podporo in navdih. Z leti pa seveda pridobivaš izkušnje, postaješ bolj suveren plesalec na parketu, kot se temu reče, in je potem vse lažje in tako pač mine 17 let. V pogovoru smo lahko slišali, da kvota žensk v politiki in gospodarstvu ne dosega dovolj visokega nivoja napram moškim. V Sloveniji bi naj dosegali 30 do 40% zasedenost tako v nadzornih svetih, članih uprave in v politiki, vendar tega ne dosegamo. V politiki, recimo, oziroma v upravnih odborih oziroma v upravah družb okoli 17%, SDH je imenoval samo 11% nadzornic, tako da to je absolutno premajhna zastopanost žensk. Vemo, da grejo
evropske direktive oziroma usmeritve v to, da bi bilo to 30 do 40% zastopanost. Nekatere države, se pravi severne, tudi Avstrija in skandinavske, imajo sprejeto zakonodajo, da se pač to uresničuje, medtem ko na Norveškem je pa najbolj drastična zakonodaja, ki pa pravi, da ukolikor se teh kvot ne dosega, se sproži tudi likvidacija podjetja. Kako je z ženskami v športu in ali se morajo kaj bolj dokazovati kot moški, pa je razmišljala letošnja dobitnica bronaste medalje v deskanju. Jaz bi rekla, da ženske smo taka zelo fascinantna bitja, znamo biti zelo močne, odločne in neustavljive takrat, ko je to treba. Znamo biti pa tudi mile, ženstvene, čustvene, tako da znamo nekako uravnotežiti vse to. In jaz mislim, da smo ženske v športu precej enakovredne. No? Bi rekla, da se borimo za isto, vsi se borimo za iste cilje, tako da jaz sem, kar se tega tiče, zadovoljna vsaj v mojem športu. Pred 4 leti je vodenje Celjskega mladinskega centra prevzela Sonja Majcen. In kako so prepričali mlade, da sedaj zelo aktivno sodelujejo pri vseh njihovih projektih? V bistvu smo jim prisluhnili. Mladinski center smo naredili mladinski center, ne center za odrasle, da so mladi zaznali, da je to prostor, kjer so oni dobrodošli, ker oni v bistvu lahko vse svoje talente, ideje, projekte realizirajo in dobijo tudi nekako podporo. Skratka, tudi prostor, kjer lahko pridobijo neke izkušnje, hkrati se pa lahko tudi pač družijo. In druženje je tisto, kar smo vsi pogrešali. Polna čitalnica je bila tudi sinoči dokaz, da kvalitetnih dogodkov v mestu še vedno primanjkuje. Danes so na celjskem sejmišču v 6 sejemskih halah odprli sejem Agritech. Specializirani sejem kmetijske in gozdarske mehanizacije tokrat poteka tretjič, na njem pa se predstavlja preko 100 direktnih razstavljavcev, ki predstavljajo več kot 350 različnih blagovnih znamk. Zadnja 2 sejma sta pokazala, da stroka potrebuje specializiran sejem pred glavno kmetijsko sezono. Kljub temu, da so sejem iz februarja prestavili v marec, je po mnenju strokovnjakov za kmetovalce in gozdarje to še vedno primeren termin. Sejem je dopoldan odprl minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek, odprt pa bo do nedelje 13. marca. V okviru sejma bosta 12. in 13. marca potekala tudi 45. dneva čebelarstva API Slovenija. Do začetka Evropskega rokometnega prvenstva za ženske nas loči še 240 dni. Včeraj so na Krekovem trgu v Celju odkrili prvi odštevalnik, ki bo Celjanke in Celjane opozarjal na letošnji največji športni dogodek v mestu. Celje bo gostitelj ene izmed 4 skupin prvega dela prvenstva. V Knežjem mestu bo v prvem delu igrala tudi slovenska reprezentanca. Slovenija in Celje sta na 15. Evropsko prvenstvo za rokometašice dobro pripravljena, zatrjujejo na Rokometni zvezi Slovenije, ki je odkritje prvega odštevalnika pripravila na Mednarodni dan žena. Manj kot 8 mesecev do začetka tega vrhunskega športnega dogodka, največjega na področju ženskega športa v zgodovini Slovenije, imamo neko zelo konkurenčno reprezentanco, ki bo še posebej v prvi skupini tule v Celju dala vse od sebe in obljublja boj do zadnjega. Verjamem, da bomo uspešni na tem delu. Kot organizatorji smo si pa zamislili, da to ne bo samo nek športni dogodek, ampak da mu dajemo še neko drugo vsebino. Zato smo postavili 2 stebra. Eno je trajnost, na drugi strani pa opolnomočenje žensk. Ne samo v športu, ampak sicer. Veseli smo, da smo v ta namen uspeli nagovoriti 16 vrhunskih dam, ki delujejo na področju gospodarstva, diplomacije, akademske sfere in ki vsaka na svoj način tudi orje ledino in ustvarja boljši svet. One so ambasadorke tega prvenstva in poskušali bomo na nek način graditi to razpoznavnost tega dogodka med samo publiko. Mislim, da tu vloga medijev je izjemna. Rad bi se zahvalil seveda tudi pokroviteljem, partnerjem, sponzorjev, ampak ravno mediji so tisti, ki so most med športniki in navijači in verjamem, da bomo skupaj gradili nek dogodek, ki bo fantastična promocija slovenskega športa in Slovenije nasploh. Zelo veseli smo, da smo eno od mest gostiteljev
Evropskega prvenstva v rokometu za ženske. To je velika čast, na drugi strani pa tudi priložnost, kajti z reprezentancami pridejo tudi navijači in to je priložnost, da jim pokažemo naše mesto in tudi sicer našo gostoljubnost pa izkušnje v organiziranju velikih športnih dogodkov. Celje je bilo leta 2004 gostitelj Evropskega prvenstva za rokometaše. Leta 2015 so se v Knežjem mestu na Evropskem prvenstvu mladink zbrale najboljše evropske mlade košarkarice. Od leta 2016 naprej pa je Knežje mesto vsako leto gostitelj evropskih rokometnih prvenstev mlajših starostnih kategorij. Ja, imamo to srečo, da razpolagamo z dvema lepima dvoranama, primernima za igranje rokometa, pa tudi za druge športe, tako da imamo tudi številne izkušnje v organizaciji tako velikih prireditev. V Celju in okolici je primerna infrastruktura, tako da se veselimo, smo pravzaprav že kar malce razvajeni, da imamo vsako leto kakšno prvenstvo, predvsem v mlajših kategorijah in veselimo se tudi svetovnega prvenstva za dekleta, tako da to prinaša tudi neko živahnost v samo mesto in upam, da bo tako tudi v prihodnje. Predsednik Rokometne zveze Slovenije pravi, da ni naključje, da bo slovenska reprezentanca prvi del Evropskega prvenstva odigrala ravno v Celju. Jaz sem res Celjan, globoko v srcu, ker sem pravzaprav tu končal tudi srednjo šolo in sem se vedno počutil velik Celjan. To je tudi najbolj rokometno mesto v Sloveniji in zdi se mi kar prav, da je ta prvi odštevalnik postavljen tu. Verjamem, da bo tudi naša reprezentanca kasneje prišla vse do Stožic, da bo tam nadaljevala, ampak kot Celjanom mi to seveda ogromno pomeni. Z veseljem sem tu, ves čas spremljam tudi uspehe Celja, ne samo na področju športa, ampak tudi na področju kulture, umetnosti, znanosti, izobraževanja. In mislim, da je to lepo. Celje je pomembno mesto in tale odštevalnik je na nek način neka dodatna pozornost vsem Celjanom in tudi širše, da se bo v mesecu novembru na tem mestu v Celju odvijal nek izredno pomemben športni dogodek, ki bo ponesel ime Celja tudi širše po svetu. Domače evropsko prvenstvo bo zagotovo vrhunec zdajšnje generacije rokometašic na čelu z Ano Gros, Barbaro Lazovič, Aljo Varagič in Tjašo Stanko. Vsakega prvenstva se zelo veselimo, tega doma pa lahko rečem, da še bolj nekaj posebnega igrati pred domačo publiko, zato upam, da bo tudi čim večja številčnost gledalcev, da nas podprejo in da skupaj ustvarimo neko posebno energijo. Evropsko prvenstvo v Celju se bo začelo 4. novembra, s finalom v Ljubljani pa zaključilo 20. novembra. Jutri bo v vzhodnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod bo še pretežno jasno. V notranjosti Slovenije bo zapihal vzhodni do severovzhodni veter. Jutranje temperature bodo od -7 do -2, ob morju okoli nič, najvišje dnevne od 7 do 12, na Primorskem do 15 stopinj Celzija. V noči na petek se bo od vzhoda prehodno pooblačilo v osrednji in zahodni Sloveniji. V petek čez dan se bo spet zjasnilo, najkasneje na zahodu. Hladneje bo. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V soboto bo jasno, a hladno. To so bili dogodki dneva na televiziji Celje. Imejte lep večer. Nasvidenje.